To je bila vklesana pot med Prvo svetovno vojno. Dva prvaka zahodnih julicev. Tunel skozi goro, cima Ombreta. Pa prihajamo na drugo stran gore. Prehod skozi okno. Kakšno čudovito prečenje. Sem vedel, da se bo zjasnil. Še ena lepotica, turška lilija. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Tokrat spet doma, v naših domačih hribih, v Julijskih Alpah, sprav v zahodnih Julijcih. Gremo na Duje Pici oziroma na Cimo Alto. To je 2000 v zahodnih Julijcih, tak precej nepoznan, ampak pot na njega je pa ena najbolj zanimivih, kar jih obstaja v naših Julijskih Alpah. Jaz mislim, da se lahko primerja z jubilejno potjo na Prisank, ki je v bistvu ena najbolj zanimivih poti v Julijcah. No, ta pa jaz mislim, da ne zaostaja daleč za njo, ker je res izjemno zanimiva. Štartali smo na kolesarski stezi. To je ta Ciclovia Alpe Adria. V bistvu smo štartali pri vasi na Borjet in bomo naredili tako krožno turo, super krožno turo. Zdaj v bistvu najprej bomo šli kakšen kilometer po kolesarski stezi, bomo pa zavili desno v strugo toka po poti 605. Na hribi.net je upisana ta pot, se pravi upišete Cima Alta, pa imate tam ene 4 poti in mi gremo po poti 605 gor. Dol pa po enem nemarkiranem kolovozu nazaj do izhodišča. V bistvu pridemo dol v dolino, sicer kakšen kilometer pa pol druge, tako da smo parkirali avto zdaj tam in gremo zdaj pač tale del po kolesarski. Prva pauza na 1300 metrih. Smo pa zdaj točen na izviru potoka Palug. Zdaj smo v bistvu hodili skozi po dolini potoka Palug, oziroma nad dolino. Evo, takole zgleda pa gor, sicer ne preveč obetavno, ampak jaz vem, da se bo sonce prebil tole nizko oblačnost. Prišli na megleno sedlo med hriboma Piparji in pa Duje Pici oziroma Dve Špici. Sedlo je na 1830 metrih nadmorske višine, mi smo pa šli z te strani doline Reklanice. Na to strani pa je dolina Dunja. Zdaj gremo pa naprej v meglo. Sleden postanek je pa tlele bivak Bernardinis. Prihajamo v divjino. To sta zdaj v bistvu Dve Špici. Ta je nižja, se pravi ta je Cima Ombreta. Tista v megli pa Cima Alta. Evo, bivak Bernardinis. To ni bivak, to je bila kar v bistvu verjetno kakšna vojaška postojanka med Prvo svetovno vojno. Predvidevam. Pa idemo pogledati noter v bivak. Starinsko, evo, kakšni pogradi. Bivak Bernardinis. Evo, Kipr buš. Je zanimivo, ogromen bivak. Evo, se so še. Evo, to je pa staro, to je pa res staro. Zanimivo.
Uživamo pri bivaku Bernardinis. To je pa v bistvu že naš cilj. Evo, zdaj se je fajn pokazal. Se pravi Cima Alta, na gore je pa prvi vrh, Cima Umbreta. Ta je mislim na 2007 metrov visoka, Cima Alta je pa 2046. Zdaj smo že 30 do 40 metrov nad bivakom. Tamle smo pustili rukzake, ki gre pa glavna pot v bistvu skozi tunel pod tem vrhom. Zdaj gremo pa še na tale vrh, se pravi to je na prva špica v bistvu, ki se ji reče vrh Cima Umbreta, 2007 metrov. Evo vrh Cime Umbreta. Zdaj pa tale vrh pred nam je pa naš glavni cilj, Cima Alta. Zdaj pa v bistvu gremo pod to Cimo Umbreto, se bomo spet dol spustili, pa skozi tunel, potem pa po južni steni Cime Alte. Evo, tamle se vidi pot, noro vklesana pot, to je bila vklesana pot med Prvo svetovno vojno, potem pa v bistvu po drugi stran na vrh, ker ta stran je nedostopna, po drugi stran bomo pa prišli na vrh Cime Alte. Super zgleda. Gledajte ga lepotca, to je pa naš lepotec montaž. Drugi najvišji vrh Julijskih Alp. Zdaj se je pa še viš pokazal, evo. Evo, dva prvaka zahodnih Julijcev. Planike, čudovite. Evo, zraven pa tale Triglavska roža. Tudi tukaj, kakor pri nas v Krnskem pogorju, ogromno ostankov z druge svetovne vojne. Evo, bunkerji, vojaški jarki. Tako da tudi tukaj so potekali hudi boji. Vhod v tunel, skozi goro, Cima Umbreta. Gremo skozi tunel. Evo, tunel je dolg 70 metrov, kar gremo skozi. Evo, razglednik, dajmo pogledati. Razglednik na dolino Reklanice. To so pa Karnijske Alpe. Gremo naprej. Evo, tamle smo prišli. Zdaj pa naprej. Skozi, v bistvu prav skozi goro Cimo Umbreto, izpeljan ta predor. Zdaj že se neki svet. Evo, pa prihajamo na drugo stran gore. Evo, super. Smo pa na severni strani. Evo, takole izgleda pogled nazaj. Zdaj od predora naprej pa pot postaja bolj zahtevna. So tudi zajle. Evo, pogled nazaj. Gremo naprej. Evo. Vrh Cime Alte. Tamle spodaj nas pa čaka naravno okno. Gre pot skozi naravno okno. Potem pa po takih izklesanih policah, se pravi okoli Cime Alte, pa po drugi stran nazaj gor. Smo na sedlu med obema špicama. Prav, pri soncu je Cima Umbreta, tukaj gor je Cima Alta, skozi čudovito naravno okno, naprej po južni steni.
prehod skozi okno. Kakšen čudovito okno. Res. Noro lepo. Zdaj sem v bistvu čist pod obokem okna. Cima ombreta je tukaj čisto odsekana na to stran. Tako da je dostop praktično nemogoč. Kakšno čudovito prečenje čez južno steno z enkratnim razgledom na kralja zahodnih Julijcev, Montaž. Gledajte to, kakšen prečenje, noro. Čudovit pogled na manjšo cimo in pa na naravno okno, skozi katerega smo šli. Evo, zdaj pa naprej. Kakšna vsekana pot v južno steno cime Alte. To je pa res eden od vrhuncev. Pa gledajte, to je pa Zoisova zvončica. Sem vedel, da se bo zjasnil, da bo res čudovit. Evo, nad nami odsekane stene, pod nami odsekane stene. Noro. Ta pot je seveda čist neobludena. Tukaj še nismo srečali človeka, tako da res samotna, čudovita pot v zahodnih Julijcih. Evo, pred nami pa kraljujeta Montaž in pa Viš. Že smo na zahodnem pobočju cime Alte, tukaj se pa čisto spremeni, spet vse zeleno, ni več sten, ampak pogled na Montaž je pa še isto lep. Maja kot velika ljubiteljica rož bo pa povedala, kaj je to za ena roža. Z levo roko turška lilija. Še ena lepotica. Turška lilija, še zaprta. Super. Pa še ena, ta je pa spet odprta. Ampak ima veliko več cvetov. Prihajamo na vrh cime Alte. 2046 metrov. Najvišja točka za današnjo turo. Strma peč, za križem Montaž, Viš. Evo, tale manjša je cima Ombreta, spodaj se vidi bivak Bernardinis in pa vrh Pipari. Evo, to je pa še pogled proti Karnijskim Alpam in pa na dolino Reklanice. Zdaj smo pa že nižji dol, se spuščamo proti dolin. To je bil naš cilj, cima Alta. Prišli smo na planino, ki se ji reče Granuda, na višini 1500 metrov. Evo, tukaj so pa znake za Due Pici, uro pa pol. Zdaj gremo pa dol, v bistvu po nemarkirani, ampak je kolovoz do doline. To je to z tega čudovitega izleta po zahodnih Julijskih Alpah. Spet smo spoznali
nove hribe, nove zanimive poti. Ja, lepe so tile italijanske Alpe, pa bistveno manj obludene kot naše. Ja, v bistvu nismo srečali nobenega, en par je bil sicer, ampak samo na prvem vrhu, tisti, ki je v bistvu lažje dostopen. Tudi poti so zelo malo shojene, se pravi vidi, je kar zaraščen. Ampak to je ravno pravšno za raj na zemlji. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji in spremljajte Instagram. Pa se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau! Bye, bye.